Prav lepo pozdravljam in sem vesel, da lahko danes klepečem z Markom, ker mi je to izjemno dragoceno z dodano željo poklepetati vse v nekaterih stvarih, potem, ko sem prebral tole tvojo knjigo. Sem napisal Marko to po prvem dnevu branja, da je prav prijetno surfati po njegovih mislih. Obenem so pomenljive, mnoge prebojne, po drugi strani pa tako prijetne, lahkotne. Običajno je brati prispevke strokovnjaka suhoparno. Vse sam vem, da tisto, kar rečejo, recimo za kakšno strokovno objavo, zdaj pa je v redu, ne? Tisto mogoče si mislim, prebere 5 ljudi, kaj več dosti ne. Takšno branje pa najde mnoge in jih tudi z lahkoto nagovori, s pomenljivimi mislimi. Naslov izjemen pritisni na tipko človek in jaz mislil začeti čist preprosto, Marko. Če bi pritisnil na tvojo tipko človek, Marko Pavliha, kdo je Marko Pavliha? V uvodu si napisal pesnitev oziroma misel, ki te odkriva kot izjemno zaznavnega človeka, ki želi v ta čas in prostor, ki želi v tem času in prostoru zapustiti vtis človečnosti. Napisal si, nepopisni pohlep je izmaličil civilizacijsko rapsodijo v kakofonijo, ki boči v totalno polomijo. Skrajni čas je, da na poslednjem odrešinem in humanistično uglašenem računalniku pritisnemo na tipko človek. Kdo je Marko Pavliha kot človek? Poznamo te kot strokovnjaka, kot publicista, marsikaj, ampak kdo je Marko kot človek? Hvala, Karol, hvala vsem, da ste prišli. Žal bi porabil preveč časa, če bi vas poimensko omenil, potem bi zmenila tako kot podelitev Oskarjev in bi šlo tista ura in pol, ker mi skoraj da vsakdo, ki ga tule vidim, nekaj pomeni. No, ampak bom mogoče odgovoril na tvoje vprašanje, dragi Karol, z naslovom ene od knjig, zdaj bo Evald jezen name, da ga omenjam, ampak ena od knjig, Lego roman, nenavadna autobiografija, ima naslov To nisem jaz. In vedno bolj ugotavljam, da res nisem to jaz. Torej, karkoli napišem, česarkoli se lotim, je to seveda del, mogoče neka zunanja podoba, pri kateri človek nikoli ne ve, koliko je resnična, koliko je mogoče podzavestno takšna, da je všečna drugim, kajti moj poklic je prvotno profesorski, kjer mora človek imeti žilico nastopanja, kot se reče, verjetno tudi ni nenavadno, po naključju itak ni, da sem zato pristal v politiki. In tudi verjamem, da tisti umetnik, ki pravi, da ustvarja sam zase, piše sam zase in tako naprej, res ali to iskreno ne misli, ali pa je dejansko bolje, da svojih del na ogled ne postavlja in se sam tega zaveda. Drugače sem pa predvsem, nekoč sem se pokojnemu profesorju Pečjaku predstavil kot Mato Lita, ko sem bil star 3-4 leta, ko se oče spominja, mogoče sem res ta Mato Lita. Zagotovo sem tudi nomen est omen, sem tudi Pavliha, imam rad humor, čeprav je bila tudi kdaj kakšna buška v mladosti, zaradi tega sem ponosen oče 2 otrok, kolikor toliko dober soprog, upam, kolikor toliko dober sin in tako naprej in tako naprej. Ampak morda je ravno to tisto, kar naj tudi na nek način druži, da se ne znava povsem opredeliti. Je res? Sem, kdor sem, ki sem, bi lahko rekel, da je malce biblijsko, ne da bi se skušal primerjati s kakšnim božanstvom, ampak že to, da vem, da zlasti v tem, da grem, bi rekel Menard, že to je veliko. In da se zavedam tega, da se vse začne in konča
pri tej antični modrosti Gnotis Eoton, ki je napisana na delfijskem templju, torej spoznavaj samega sebe, to z leti pride, je lažje in potem človek manj usmerja tudi svojo negativno energijo v okolico, postaja bolj stoik, morda tudi ne hote, in poskuša v sebi reševati, se zdraviti, odraščati, ustvarjati, ljubiti, čim manj sovražiti in tako naprej. Sem prebiral to tvojo knjigo, sem v bistvu začutil tvojo izjemno občutljivost na izgubo človečnosti v našem času in prostoru. Kako doživljaš ti, recimo, ko se srečuješ s toliko in vsem, kar kaže na to, da izgubljamo čut za sočloveka, da se kakor v neki ogroženosti zapiramo vsak na svoj nivo in morda zaradi prestrašenosti ne upamo segati nižje, sanjamo pa v tistem višjem. Dobra novica je ta, da gre na bolje. Občutek imam recimo v zadnjih 10-15 letih, mogoče dlje, mogoče manj, odvisno, da je vse manj tabu se v družbi pogovarjati recimo o duhovnosti, o rečeh, ki niso otipljive, o vsem tem, ne nazadnje, o čemer govorimo in se ukvarjamo v gibanju Svetovni etos, prek katerega so se tudi midva spoznala in mnogi drugi, kjer je človečnost na prvem mestu, človeško dostojanstvo, pa tudi nekatere druge vrednote, ki nas povezujejo vse, verne, ateiste, ne glede na religijo recimo. Ampak še vedno se mi zdi, da nas ta, jaz bi ga imenoval kar neo-turbo kapitalizem ali ti uporabljaš besedo ekonomizem, golta. In golta nas vse bolj nas srkava vase, vse bolj je ta materialna plat, ki pa seveda povezana tudi s tehnološkim napredkom, po moje lahko ali na eni strani priložnost za človeštvo ali pa njegov konec. In tu trdno verjamem, pravijo, da upanje umre zadnje, jaz pravim, da umre predzadnje, ker zadnji gremo potem mi, kamorkoli gremo, ampak trdno verjamem, da je edina od rešitev v tem, torej v spoznavanju samega sebe, to je jasno povezano z sočlovekom. Prejle me je moj prijatelj Albert Smrečnik in še enkrat najlepša hvala, Albert, za te tople besede. Albert je tudi spiritus agens našega gibanja Svetovni etos, me je pozdravil v zulujščini. Mi smo poligloti v Svetovnem etosu, ne? Ubuntu. In celoten stavek pa mislim, da se glasi Ubuntu, ngabuntu, ngabantu, kar pomeni, da je domače povedano, to je sicer rad Nelson Mandela uporabil, da je človek, resnično človek, dobi obraz šele zaradi drugih ljudi. In to sem začutil v našem gibanju, ki je gibanje, ni društvo, ni stranka, ni nič, ampak samo gibanje. In zopet ima beseda gibanje poseben naboj. Če pogledate recimo v angleščini, je motion ali pa emotion, motivation, vse iz istega korena oziroma glagola moveo iz latinščine, torej gibati se, in to je po svoje čar. In se mi zdi, da se na ta način globje spoznavamo in da tudi končno širimo to energijo. Ni več toliko posmehovanja, če človek v družbi, kakršnikoli že, ali tehnologov, ali celo pravnikov, ali kogarkoli drugega, načne to temo. Ampak da se vrnem nazaj, poleg seveda denarja, ki je sveta vladar žal in nas ta pogoltnost ubija, je pred nami še tehnologija, oziroma lahko nekateri govorijo o digitalizaciji oziroma celo o datazaciji, infosferi, skratka, živimo pravzaprav res že virtualno in če temu dodamo še umetno inteligenco, pred katero nas je na primer svaril Umberto Eco že pred 15 leti. Stephen Hawking,
ki je kreator umetne inteligence in vsega gre zraven, tako isto pravi, varujte se, kajti ta inteligenca vas je že zdavnaj prehitela. Naj dam samo en primer. Google, oziroma Googlovo podjetje DeepMind, je s pomočjo tako imenovanih nevronskih mrež pa genetskih algoritmov in tako naprej, da se delam učenega, ampak hvala Bogu imam ljudi, ki se na to spoznajo in me tu in tam tudi kot pravnika laično podučijo, je izdelalo program, ki je zmogel premagati svetovnega prvaka v igri Go. Eno je premagati šahista, kajti šah je večinoma utemeljen na logiki, na linearnem mišljenju in tako naprej. Igra Go pa menda, zopet govorim po pripovedovanju, ker jo sam seveda ne znam, šah nekako, ampak Go pa ne, je pa bistveno bolj intuitivna, improvizacijska in tako naprej. In je algoritem človeka premagal in v neki fazi so ga morali celo utišati oziroma zaustaviti, ker je menda začel preveč svojo glavo delovati. Ne? No in vse to pravim. In zdaj recimo omenim eno knjigo, ki je dobra knjiga, Manca je zagotovo jo že na kakšnem večeru predstavlja od Daniela Kahnemana, ko govori o mišljenju in govori o dveh sistemih. Sistem 1, ga poimenuje sistem 2. Sistem 1, preprosto povedano, so naši nagoni, intuicija, skratka, recimo desna hemisfera, in sistem 2, linearno logično mišljenje. Moj komentar v tem eseju je, da bi morali takšni strokovnjaki, kot je recimo ekonomist Kahneman, pa moralni psihologi, pa vsi ostali, bistveno več energije posvečati ravno sistemu 1. Kajti, če nam zdaj že sistem 2 trka na to enko, ne, in namesto nas uporablja nekaj več, torej še malo pa bomo lahko govorili o neki digitalni zavesti, potem jaz mislim, da je edino, kar človeku preostane, ta človečnost, da pritisnemo na svojo tipko človek, vsak zase, pa magari 5 minut na dan ali pa še manj, samo da pritiskamo in poskušamo seveda dohajati to, kar smo sami kreirali, da nam pomaga, da nas dela boljše. Ker v dobrem scenariju se pa mogoče lahko algoritmi jutri po jutrišnjem odločijo, malce karikiram zopet, ampak se lahko odločijo, ja ne, takim ljudem, kot so recimo Kim Jong-un ali pa Donald Trump, pa pač ne bomo pustili, da bojo na kakšno drugo tipko pritisnili, na kakšen rdeč gumb namesto na tipko človek. Ne, tega ne bojo naredili. Pa bo pritisnil na gumb, pa mu algoritem, pameten algoritem tega ne bo dopustil. Seveda se bo lahko zgodi popolnoma obratno. Zanimivo. Predlagam, da se sprehodimo čez poglavja, mišljenje in ustvarjanje je naslov prvega poglavja. To, da si ti, da znaš dobro misliti in da si ustvarjalen, ni nobena skrivnost, je znado vse očitno. Torej, za srečo je pogoj ustvarjanje, si zapisal in potem si citiral še svojega prijatelja Evarda Flisarja. Za srečo sta potrebna ljubezen in delo, eno in drugo imaš, ne. Potem pa je takole še zapisano, bom prebral dve misli. Ena najpomembnejših človekovih misij sta odkritje in uresničenje njegove poklicanosti in poslanstva. Eno od vprašanj, ki oglušujoče brnijo v meni kot perpetuum mobile, se glasi, kaj resnično znam, kakšen je moj resničen prispevek skupnosti. Mislim, da si ti, čeprav vsekako to iščemo, nenehoma vendarle v marsičem odkril svojo poklicanost. Pa me zanima malce bolj takole. Napisal si tudi vsak slika na svoj način. Ali znamo kot družba ovrednotiti slehernika, kako on slika, ali pa preveč ocenjujemo splošno, ali se lahko iz tega splošnega pogleda posameznik prebije in je prepoznan v svoji odličnosti, predvsem ali je potem lahko tudi potrjen v svoji poklicanosti. Ne? Jaz sem te gledal recimo košarkaše, ne? Vsi smo vedeli, da so zlata vredni, ampak oni znajo špilati košarko. Ne? Niso bili vrednotni zato, ker mogoče so še odlični poznavalci kemije, jezikov, ne vem česa, ne? Ampak zadostovalo je, da so zlata vredni so zato, ker so pač košarkaši. Ne? Ampak oni imajo pač srečo, ne, da so bili
potrjeni na svojem področju, ne, kot so ta vredni. Ampak, ko pogledamo, recimo, koga sprejemajo župani, ne, so običajno zlata vredni tisti, ki so splošni. Ne, in v bistvu vemo, da to je en podatek, ne, da je v postopku v osnovno šolo prepoznanih 98% otrok kot visoko nadarjenih, v pristopu pa samo še 2 zaradi tega posplošenja. Ne. To me zdaj zanima. Kako ti ocenjuješ naš čas, našo družbo, naše institucije? Ali so, ali imajo prave pristope, da odkrijejo posameznika v njegovi poklicanosti oziroma da ga potrdijo v tem, kar je njegov posel v tem času in prostoru, vsakega na svojem področju. Žal ne, to je moje skromno mišljenje, mogoče nekaj besed o tej športni euforiji, ki nas vsake toliko časa zagrabi in nič narobe, tudi mene. Jaz mislim, da če bi kdo tisto nedeljo zvečer hodil po cesti med tekmo, bi skoraj da zagrešil kaznivo dejanje po slovenskih merilih. Seveda ima to tudi psihološki vidik, namreč ravno ena od knjig, ki pa ni še tule omenjena, pa je zanimiva, to je Američan italijanskega porekla, Robert Cialdini, piše o vplivanju, o psihologiji vplivanja in med drugim govori tudi o človeški naravi posnemanja in izrecno omeni torej nekaj pasusov, za katere bi bil še pred parimi dnevi linčan, če bi jih citiral, oziroma če bi jih omenil. Namreč daje za primer ravno športne privržence, kako se identificirajo športniki z zmagovalnimi moštvi, pravi, nič kaj nenavadno ni, da se potem takšni navijači prerinejo v ospredje pred kamere in z dvignjenimi kazalci vpijejo, mi smo zmagali, ne? Torej se poistovetijo s temi zmagovalci, pravi, ja, sej nič narobe, dokler to ne postane patološko, dokler to ne kaže na ljudi, ki niso drugače samo uresničeni. In če pogledamo marsikoga navijača, hvala Bogu pri tej košarki, ne, se reče pravilno, ni bilo toliko tega, pa drugače, nogometne tekme, izgredi, uničevanje, vse to, pa malce kaže na to. Je pa zagotovo šport vsaj nekaj, no, kar nas Slovence povezuje, in če bi bila kultura, čeprav širše rečeno je seveda tudi šport lahko kultura, ne, en promil tega deležna kot šport, potem seveda bi bilo že boljše. Ampak se mi zdi, kot da bi vsakič sproti vsaka politična opcija pozabila, da pravzaprav sploh imamo slovensko državo, nimamo jo zaradi športnikov, imamo jo zaradi kulturnikov, imamo jo zaradi literatov, če smo še bolj konkretni. In ko rečem kultura, mislim v najširšem pomenu besede, menim o ustvarjanju. Od slikarjev, pisateljev, poetov, dramatikov, seveda kiparjev, arhitektov in tega je premalo. S kulturo se pri nas, ne bom govoril za druge države, niti toliko ne poznam, ampak se dela kot svinja z mehom. In to ni prav. In kako to narediti, vedno znova potem gledamo, kdo bo novi kulturni minister, kdo bo zadolžen. To pa nikoli ni prav tisto, kar si predstavljamo, ne? Seveda, sami iz lastnih izkušenj vem, da je težje, ko dobiš krmilo v roke, ne? Potem pa je hik Rodos, hik Salta, tukaj je Rodos, skoči, pokaži, kaj znaš. Ne? Lahko se je pridušati o tem, kakšne vrste so na cestah, pa zakaj ni drugi tir razgrajen, pa ne vem, kaj še vse. Potem si pa kar naenkrat čez noč prometni minister in si za to zadolžen. Pa si kakšno zadevo pogoltneš oziroma vidiš, kako se zarečenega kruha preveč. Ampak vendarle, ne, zato mislim, da so taki dogodki, kot danes v knjižnici in tudi nasploh izjemnega pomena. Nekje sem prebral, oziroma mi je povedal mi je Marjan Gorevc, ki ga tudi zelo spoštujem, da je menda za družbeni preboj dovolj, če imamo kvadratni koren od 1% ljudi. Ne vem, kje je bil to, številko, ne? Jaz kot pravnik, ne, tako sem seveda rabil pol ure, da sem zračunal, ne? Ampak da sem ugotovil, recimo, da so to 3 od 1000, naprimer, ne?
Torej, če trije dobro misleče delujejo, se ukvarjajo recimo s kulturo, lahko so tudi guruji, lahko meditirajo in tako naprej, bo to pozitivno vplivalo lahko na vseh 1000 ljudi. Gliha v kup štriha, bi rekli po slovensko. Ampak na drugi strani pa to deluje tudi pri slabo mislečih. Gliha v kup štriha. In časih imamo občutek, da te bolj v kup štrihajo. Tisti premetenci, ne. Zdaj veste, kje se zdaj že oblikuje nov košarkaški klub, ne? Za zaprtimi vrati, oziroma da sem malce nesramen, pa tako naprej. No in kako to prebiti? In tu moram ponovno reči, da sem doživel, torej ravno istočasno, ampak zopet, to je pa Jung bi rekel sinhroniciteta, ne? To je bilo leta 12, dve stvari sta se mi dogovorili zelo pomembni v življenju. Prvič sem spoznal svojega junaka, ki sem ga prej doživljal v 7D tehniki v 3D, to je Evald Flisar, ker sem bil na predstavitvi njegove knjige v Koper, da sem šel kar k njemu, pa sem bil zelo počaščen, da je tudi on mene poznal, pa sem čakal, da bo udaril, ali kaj drugega rekel, pa zgleda, da nisem tako napačnega vtisa naredil med svojim političnim udejstvovanjem. In drugo, odločil sem se napisati elektronski dopis znamenitemu profesorju dr. Johansu Küngl, Albert se bo spomnil, ker sem o njemu precej bral sem deklaracijo o svetovnem etosu, no in takrat je bilo zelo zanimivo, da mi je Hans Küng odpisal in mi je svetoval, naj se povežem z somišljeniki v Sloveniji in mi je omenil Alberta Smrečnika, vse ostalo je že taka lepa zgodovina. No in tu, v tem miljeju, torej na eni strani ustvarjanje prek najstarejše slovenske književne revije Sodobnost, kjer je Evald še vedno odgovorni urednik, in prek svetovnega etosa sem, zdaj ne vem, to bo patetično zvenelo, ampak kot da sem ponovno dobil voljo do življenja, ampak ne pretirano dobesedno razumeti, nisem suicidalen in nimam nobenih takih namenov, ampak kar naenkrat je bilo več ljudi, več pozitivnega ljudi, ki se nismo preštevali in ocenjevali in tehtali potem, torej nismo govorili o vrednosti človeka, ne, ampak o vrednotah. Zato se mi zdi lepše, pa ne vem, če mi ni enkrat Manca upozorila pa predlagala, da ne govorimo o recimo vrednostnih principih, ampak vrednotnih. Ker lahko uporabljamo tudi ta pridevnik in je boljše, ker vrednost preveč aludira na ceno in zopet na kapital, na tisto, kar merimo na takšen način. Skratka, jaz upam, da tudi današnji dogodek to žarči in prispeva recimo en majhen mikroatomček v tej pozitivni energiji. To sigurno. Z voščenkami ne znam, zato z besedami bi slikal si zapisal, ne? Pisati je treba z namenom poboljševanja, tu si citiral Andreja Capludra. V čem te ta svet boli, kot si zapisal? V čem vas ta svet boli? V čem te ta svet boli? Spisek je zelo dolg, čeprav ima vsaka medalja dve plati. Lahko bi začel z negativno, vedno znova se spomnim recimo na res še vedno najhujši teroristični napad 11. septembra 2001. Kot veste, 4 letala so ga uporabljena kot morilsko teroristično orožje. V ZDA na dvojčka, potem 5, eno letalo je strmoglavilo. Skratka, 3000 ljudi je umrlo, 6000 je bilo ranjenih, materialna škoda nekje v višini $11 milijard in tako naprej. Seveda, milijarde in milijarde, na stotine milijard je bilo kasneje uporabljenih za tako imenovani boj proti terorizmu. Namerno pravim za tako imenovani boj proti terorizmu, ampak nihče se pa kaj dosti ni zmenil, da je 10. septembra 2001, pa 11., pa 12., pa danes na svetu približno dnevno umrlih 30.000 ljudi, od tega 25.000 otrok. Svetovni vojaški proračun je že leta 2006 znašal prek 1000 milijard. In ocenjeno je bilo kot plan B,
en zanimiv avtor Lester Brown, da bi potrebovali za tisto odpravo temeljne revščine, ampak iz revščine pa večino tegob izhaja malo manj kot 200 milijard dolarjev letno. Torej, šestino recimo svetovnega vojaškega proračuna. Veste, take reči me izjemno bolijo. Bolijo me množice migrantov, pa me prav nič ne zanima, ali so to politični, ali so to ekonomski, ampak to ni prav. Glejte, kako se usoda kruto poigrava z nami. Če pogledamo zgodovino pred 4-5 tisoč leti, se je vsa civilizacija tako rekoč začela nekje jugovzhodu Evrope, med rekama Evfrat, Tigris, kjer je danes najhuje. Potem je ta val plusknil proti severno-zahodni Evropi, potem se je zopet vrnil nazaj in zdaj se nam vrača kot bumerang nazaj po tej diagonali. Zakaj? Še vedno nas je samo, bom rekel, 7 oziroma kmalu že 8 milijard. Pa ena druga dimenzija, o kateri govori Harari v novi knjigi Homo Deus, ko govori malce provokativno o zgodovini človeške prihodnosti. Ta podatek me je pa tudi šokiral. Pravi, da je bilo leta 2012 na svetu umrlih, torej je umrlo leta 2012 56 milijonov ljudi, od tega 650 tisoč nasilne smrti. Od teh 650 tisoč nasilne smrti je bilo samo, ampak ta samo dajem v velike navednice, 150 tisoč zaradi terorističnih dejanj, ostalo zaradi kriminala, tako naprej. Ampak veste, v tej številki 56 milijonov, koliko ljudi je pa umrlo, ker si je samo vzelo življenje zaradi samomora? 800 tisoč. Torej imamo na eni strani 650 tisoč ljudi, na drugi strani pa 800 tisoč ljudi. Torej, še en črni volk, črni pes pravzaprav ga jo je imenoval Churchill depresija, anksioznost. Pa zakaj? Ne pride sama od sebe, pride od tega pehanja. Pehanja za kariero, pehanja za denarjem, za materialnimi dobrinami. Sem skoraj prepričan, da nihče še ni naredil samomora zato, ker bi preveč meditiral, pa ker bi se preveč gnal za iskanjem svojega Boga, v seveda normalnem smislu, imam v mislih fanatikov, fundamentalistov, ampak na ta način. Vse to me pesti, vse to me grize. In zdaj, jasno, vprašanje je, ali to, kar počnem, karkoli izboljšuje. Tule v knjigi sem seveda naprej razmišljal, ker me malce zanima tudi, torej pravzaprav vse zanima, ampak je premalo časa. Ja, ampak ali bi me recimo gospod Elon Musk, ki ga izjemno spoštujem, ki je na eni strani milijarder, na drugi strani pa ne samo, da je znan po avtomobilu Tesla, pa SpaceX, pa da načrtuje misije na Mars in tako naprej. Ne, on je zdaj eden od vodilnih ravno, ki svari pred pretiranim prebojem umetne inteligence in pravi, da bi morala biti katerakoli raziskava na tem področju popolnoma transparentna. Torej vse, kar bi bilo iznajdeno na področju umetne inteligence, bi moralo biti torej niti ne predmet Wikileaksa ali ne vem kakšnega kapljana, ampak vsem na voljo. Seveda, vojska je za začetek takoj proti, pa še kdo zraven. No in v knjigi se sprašujem, ali bi me gospod Musk povabil na Mars, če bi gledal, pa recimo, da bi bil 25-30 let mlajši, ali bi našel v meni kakršnokoli kvaliteto, ki bi me uvrstila med, ne vem, astronome, fizike, matematike, zdravnike, in Bog si ga vedi, koga še, duhovnike, vse, filozofe mogoče. Ja, seveda odgovora nimam, ali to tisto, kar počnem dovolj dobro, da bi recimo lahko, ne vem, prispeval novi komuni na Marsu, na kakšnem drugem planetu. Ampak zagotovo pa upam, da to, kar počnem, ne škodi nobenemu. In dan danes je to že kar precej, ne? Če s svojim ravnanjem nobenemu ne škodiš, smo že na dobri poti. Če, kot si rekel, 800 tisoč ljudi letno samomor, potem kdo očitno škodi naši pozitivni misli. To si, med drugim si citiral Martina Kolca, da
je pozitivna misel, oziroma lahko bi rekli samozavest, sila, kakor motor s 100 konjskimi močmi. Kaj duši to silo? Kaj jemne radost našemu bivanju? Zakaj nas usposablja samo za funkcionalnost, premalo pa za to, da bi bili srečni, da bi znali vstopati v odnos, v realnosti, v človeške osebnosti, da bi postali v tej realnosti drugemu, ne samo priložnost, da bi dejansko tista dopolnjujoča prisotnost, ne, da preraščamo, rastemo, ne samo v vedenju, ampak tudi v čutenju, v užitku, sočutenje. Ja, tu sem imel priložnost in privilegij črpati iz čudovitega vrelca, ki se imenuje Karel Gržan. Ko pišeš v drugi knjigi Ostanimo v suženjstvu zakleti o nebesednem sporazumevanju, če tako rečemo, ne, o čutenju, torej navajaš podatek, ki je resničen, da je samo 7% našega sporazumevanja besednega, vse ostalo je pa drugače, tudi z molkom, torej nekaj najlepšega so pravzaprav premori med besedami. Ja, doma me dostikrat dopomnijo, da bi se moral tega držati. Daljši premori med besedami, ampak kot že zdaj vidite, prevečkrat čvekam. Mislim, da je bil Nietzsche, ki je rekel, da je bistvo glasbe v pauzah. In je res. Tisti, ki znate kakšni instrumenti igrati, kako pomembno je, da narediš pravo pauzo, pravo presledek. Ampak tu je seveda mimika, gestika, proksemika, vse to, kar so pred 2000-4000 leti mladi ljudi učili. So jih že učili pri predmetu recimo retorika, ki je redkost. In tako kot ti ugotavljaš v knjigi, to je žal res, namesto da bi nas več učili medčloveškega sporazumevanja, ki je pa povedano potem sočutjem, doživljanjem sočloveka, nas bojo raje naučili še malo več matematike, še malo več podatkov, še malo več tega, še malo več onega, vzgoje pa ni. Imeli smo, upam, da zanimiv posvet, tudi v okviru svetovnega etosa, ki je bil ravno namenjen vprašanjem vzgoje. No in smo žal, pravzaprav kar vsi, ugotovili, da se te vzgoje v naši družbi že zadnjih 50-100 let otepamo, se oproščamo kar rekel kot zlomek križa. Enkrat po tako predvezo, češ da je vzgoja, ne vem, recimo preveč religiozna, drugič je preveč komunistična, ampak največja škoda je pa, da jo ni. In še največja škoda je, da jo ni v družini, kot osnovni celici. Pa se ne spuščamo debato, kakšni družini. Lahko je istospolna, lahko je različno spolna, samo da je ljubezen ne spravi. Če je ljubezen v družini, je to dovolj. Ampak vzgoje ni. Ker ta naglica vsakodnevna preprečuje to. In v Ameriki recimo, v Ameriki včasih tudi napredna, pa zdaj vidi, da že Velika Britanija, se ukvarjajo s problematiko, kako bi univerzitetni študij naredili bolj prijazen ljudem, torej da bi bil bolj namenjen doseganju blaginje, ne samo študentom, well-being, ampak seveda tudi vsem zaposlenim, pa ne samo v času študija, ampak tudi naprej. In pravijo, žal, univerza vse bolj nastopa in loco parentis, kar pomeni namesto staršev. Mora je prisiljena opravljati funkcijo starševstva, ker jo starši ne uporabljajo. Ampak to ni samo univerza, mislim, da bo treba iti nazaj, tako rekoč v vrtec, in imamo zelo protislovno situacijo. Na eni strani so starši pretirano vpleteni v pedagoški proces tam, kjer ni treba. To se dogaja pri nam na univerzi. Predstavljate si, da kliče nekdo, prvo dekanjo, potem pa mene na naši fakulteti, in seveda oba sva bila v dobri veri, da je to naša doktorantka, in razglabljamo v problemih in ne bom šel v detalje, ker je prav. Potem pa ugotovimo, da to ni bila doktorantka, ampak njena mati. Ja, veste, me je hčerka pooblastila, da te stvari urejam z vami. Na pravni fakulteti menda nekateri študenti z odvetniki hodijo na izpit.
starši niti niso več dovolj. Ali pa so starši odvetniki, pa jih pripeljejo odzravati in tako naprej, tako naprej. To ni dobro. In kaj bo, če se bomo jutri po jutrišnjem res znali sporazumevati in iskati prijateljstva samo na medmrežju, na spletu? Facebook, Instagram, Twitter in tako naprej in tako naprej. Vsega uporabljamo, je lahko zelo simpatična in koristna pripravica, ampak tega vzdušja, pa najnega pogovora, po moje, to ne more zamenjati. Jaz sem glede rečeno vesel, da si Gospod beseden, ker jaz sem mislil, kako mi bo prijetno klepetati, ampak moram povedati, da že dolgo nisem imel take teme. Jaz pa tudi. Da sem res zelo hvaležen. Čeprav pa nekaj povem za med, namreč, ko so pred meseci, kot je Albert prijazno omenil, predstavljala tvojo knjigo, Sredino službe so zakleti, in seveda iskala skupnimi močmi, zlasti pa po tvoji zaslugi že neke pozitivne izhode, sem se jaz malce pošalil, ne? Dvorana je bila jasno še bolj natrpana kot danes, ampak že danes je fantastično, res sem super in sam sem rekel, da zdaj vidim, v čem je trik, ne, da bom zvabil več ljudi na svoje predstavitve. Ja, Patra Gržana moram povabiti, da bom moderiral. In evo, funkcionira, hvala vam lepa, dajte mu en aplavz. Ja, tudi potem piše Čaldini, ne, ko se rekel, poistovetenje z športiki in tako naprej, omenja tudi politike, jaz mislim, več politiki, tako pa pravi, kako pomaga, ni naključje, da se recimo politiki radi družijo z znanimi nepolitičnimi osebami, ker jim to pomaga pri vplivanju oziroma pri preprečevanju ljudi. Ampak hočem reči, da se midva družba drug z drugim, zato da bi privabila množice, mogoče že kaj prav delamo, da pridejo. Danes je tu Marko Pavliha. Knjiga Pritisni na tipko človek, drugo poglavje, vrednote za prijetnejšo družbeno glasbo si da naslov, zelo lepo. In tukaj bi te izval z vprašanjem, Slovenci zvenimo raznoliko, a smo že pregovorno sposobni za mojstersko sozvočje, ne? Vemo, da lahko pojemo recimo celo 6-glasno, v Solčavi zdaj vadijo 8-glasno celo, kar govori, da smo sicer izjemno zelo pestro zvenimo, raznoliko mislimo, ampak smo sposobni to pestrost, to raznolikost uskladiti v harmonijo. Me zanima, bil si tudi v politiki, si družbeno predvsem izpostavljen, zakaj smo tako razglašeni, zakaj ne znamo ta kapital pestrosti misli in čutenja dejansko izkoristiti. Kdo so naši zborovodje pravzaprav, da zvenimo tako razštelano, oziroma kakšni bi morali biti ti zborovodje, da bi ta kapital, ki je v tem raznolikosti dejansko znali izkoristiti za skupne cilje, za harmonijo. Ja, hvala, da si omenil tudi naslov tega poglavja, ki pa je pravzaprav pomenljivo, no? Skušal sem tudi tu upozoriti na pomen glasbe in tega sozvočja. Gre za vrednote. Sem postavil akcent, ne, tudi za vrednote, ne, družbenega oglaševanja, in odtot tudi tisto maličenje rapsodije v kakofonijo, kot si lepo citiral na začetku. Ja, če bi bil zopet malce zlobno hudomušen, bi se spomnil na papeževo molitev 5 prstov, se spomniš? Od papeža Frančiška. Mislim, da ta celo je spisan. Imaš celo, a je lahko kar poveš? Ja. Torej, ko Marko govori o simbolih pozitivne revolucije, omenja torej razprto dlan s 5 prsti. Palec pomeni učinkovitost, kazalec konstruktivnost, sredinec socialnost in človečnost, prstanec samo izpopolnjevanje in pa oziroma izpopolnjevanje nasploh in pa mezinec drobna, to mi je bilo zelo všeč, drobna osebna dejanja. To je po Edvardu de Bono, ne? Ampak potem asociacija pa na papeža Frančiška,
lahko povem, čeprav je malce pikantno, ne, Papež Frančišek seveda tudi ima molitev na podoben način, pravzaprav za vsak prst, ampak sredinec je namenjen drugim vodilnim ljudem, torej politikom, vodstvenemu kadru in tako naprej. In seveda nisem mogel iz svoje kože, bi se rekel, kaj je mislil Papež s tem, ne? Da kažemo sredinec tem ljudem, podobno tudi De Bono. Nekaj je očitno na tem, čeprav morda gre za naključje, čeprav ni naključje, ne? Samo preden se dogodi, naprimer politik, predsednik, kdorkoli, mora iti skozi nek proces izobraževanja, vzgoje. In jaz vidim večji problem zopet tu, na začetku. Prepričan sem, če pa zdaj uporabimo tak čisto človeški algoritem, se algoritem ni nič drugega kot recept, kot postopek, kako do nečesa prideš. To, kar so v antiki učili, pa idejo, ki jo je pokojni Pediček poimenoval kot način, kot pristop vzgoje, katere bistvo je učlovečevanje, pa ima tudi on vrsto let težave, kjer je nesporno veljalo pravilo mens sana in corpore sano, zdrav duh v zdravem telesu, pa potem vse prisotnost vzgoje, od zibelke do groba oziroma od odhoda v onstranstvo, interdisciplinarnost, internacionalnost, lahko bi recimo uporabili izrek iz nesvojene evropske ustave, združeni v različnosti, ampak to združenost v različnosti vidim tako, recimo, moške, ženske, potem mlajše, starejše, seniorje, ljudi s posebnimi potrebami in tako naprej. Vse to, tega nam manjka od vrtca oziroma ne od vrtca, od zibelke naprej. In mislim, prepričan sem, da če bi temu posvetili več pozornosti, seveda več pozornosti tudi, kdo pa je tisti, ki je lahko vzgojitelj. To bi morali biti ljudje, ki so res poklicani k temu poklicu. Med najbolj poklicane poklice zagotovo po moje spadajo vzgojitelj, torej učitelj, duhovnik, zdravnik in morda še kje v kakšni zgodbi, recimo pri Cankarju nastopa župan, ne, ampak ja, politik. Ker če je res politika in to bi morala biti upravljanje z javnimi zadevami, je zagotovo to poklican poklic, da ga lahko upravljajo ne samo filozofi, kot bi Platon rekel, ne, res najboljši ljudje, najboljši tudi po srcu. No in tu mi je všeč tibetanska tradicija, že nekaj, kar sem jo omenil, pa Dalaj Lama jo omenja, ampak pravi zelo preprosto, kaj naj bi bilo značilno za dobrega učitelja. 3 lastnosti, je rekel, in sicer znanje, torej akademska odličnost, cilj po tibetansko, potem integriteta, moralnost, etičnost, zank, in pa zanimivo 3. lastnost, pa vedno znova vprašam, a bi uganili, kjer je pa 3. lastnost in mi je segla do srca, prijaznost. Piero Ferrucci je napisal knjigo 18 načinov prijaznosti, o prijaznosti, 18 jih je, dosti krat pozabimo na 1, 2, 3, ampak mislim, da nam tudi to manjka. Ta prijaznost, ti imaš krasno pravilo, se ne vem, je prav tvoje, 1 proti 5. Ne, to sem slišal od Gabiča Činovič. Tako, to je tako krasno, a to moliš, da povem, ker ga poskušam tudi pri sebi uporabljati, zelo težko, dosti krat, ampak da najdemo za eno slabo lastnost, za eno pripombo, bodi si pri sebi ali pa pri sočloveku, vsaj 5 dobrih. In če to vneto delaš, to je tudi neke vrste meditacija, ja, verjemite mi, da ko priješ do 5, si na uno slabo že zdavnaj pozabil. Tako močan je učinek iskanja dobrega, prijaznosti. In razlogov, zakaj se pri temu splača živeti, nekaj priložnost. Recimo, Platon je tudi rekel, ne, da ni dobro pripuščati v svet politike mlajše od 50 let, ne, in je zelo svetoval ukvarjanje z glasbo, ko razmišljamo, ne, o tej harmoniji v
v raznolikosti. Mi imamo ogromno iger, ki dejansko poglabljajo polarizacijo, v katerih smo srečni kot mi, kot zmagovalci in kanček zadovoljstvo čutimo tudi v porazu bližnjih, v njihovem težkem čutenju. Ne? Glasba pa je vendarle tista igra, igrivost, ki dejansko vadi človeka k harmoniji. Ne? Pa me zanima, zakaj smo mi tako, mnoge stvari jemljamo zelo samoumevno, recimo, ne? Zdaj sem omenil oblike iger, ne? Ki so dejansko utrjevanje, polarizacija, nekdo bi sicer rekel sproščanje bojevitosti na zdrav način, ampak vendarle tudi vadba utrjevanje polarizacije. Pa recimo omenjal si, ko si našteval starejše, ne? Zakaj recimo kar molčimo, ko modrece odstranjujemo iz javnega prizorišča, z družbenega življenja, ne? Pa ta prave babe, kjer ti so rekli, da so 3 stopnje v razvoju ženske. Torej, dekle, žena in pa baba. To je bilo skrajno pozitivno. Recimo, danes dejansko prav čutimo potrebo, moški so bili pa fantje, bojevniki pa modreci, ne? Dejansko po prisotnosti ta pravih bab, jaz bi rekel na prvem mestu, predvsem ta pravih bab, ne? Ki bi znale dejansko to modrost v dopolnjevanju z moško modrostjo, pa tudi bojevitost speljati v dobro. Ne? Nekdaj mi imamo še vedno hribe, mnoge kraje poimenovane po ta pravih, celo divje babe, nekak, imamo piščalko, kak je znala ta prava baba dejansko primamiti, pritegniti moškega v tisto akcijo, ki je konstruktivna za družbo. Recimo, zakaj nam tako samoumevna ta banalizacija, to neko, kar ti smo, ali pa da šole usposabljajo sam, da bo otrok sponucan, nič pa za srečo, to nam je kar tak, mislim, mene to razkuri do amena. Ja, tudi mene. Zdaj si toliko v bistvu pomembnih tem načel, da ne vem, kje ne začnem, pa bom mogoče začel pri Platonu, ki je dejansko ločnico poslanstva za najtežje in najbolj zahtevne poklice, vključno s politiko, pa začenšno politiko postavil Abrahama, torej 50 leto. Pa to je bilo pred več kot 2000 leti, torej 50 let v Platonovih časih je približno danes 70. Ali pa še več, ja. Zdaj pa poglejmo, koliko ljudi ima resne in iskrene in plemenite ambicije, naprimer, da bi pri 70-ih, 75-ih kandidirali za predsednika države, govorim plemenite ambicije in resne. Ja, zelo malo oziroma nič, pa se upravičujem, če je kdo res tam blizu, pa tako dobro zgleda, pa mislim, da ne. To je zelo vprašljivo. Omenil si, kako je bila starost bistveno bolj čislana v preteklosti, ne nazadnje, beseda senator izhaja iz latinske besede senex, ki pomeni starca, oziroma starejšega človeka. Sicer se je seniorja, ja. Tu imam zdaj tremo govoriti, ker se moj oče, ker se bi tam Milan s to problematiko intenzivno ukvarja, pa doktor Janovša sem tudi, mislim, da nekaj videl, ampak imam dobre učitelje, ne? In tudi sam sem zdaj, ko sem zakoračil prek 50, nekako v tem, da gre tudi meni strahovito na živce, ko recimo moj kolega, ki ima 35 let, ali pa mogoče zdaj že kakšno leto več, napiše v enem od svojih člankov, pa je izjemno inteligentno vse, ampak ja, da se bo treba povezati mladino med 30 in 40 let, ker na njih stoji svet. Veste, kako je paradoksalno to? Torej, očitno svet, pa Slovenija, stoji na mladih, ki množično za začetek zapuščajo Slovenijo. In država nič ne naredi, da bi te mladi ostali. Mislim, da jih je približno 9000 ali nekaj več lansko leto zapustilo našo državo, ampak to tako, da nimajo niti začasnega prebivališča več pri nas. Torej, to ni tako za lase privlečeno. Drugič pa, sam se tako sprašujem, ja v redu, logično je, da je na mladih prihodnost in vse, kar spada k temu zraven, ampak a ne bi bilo tudi mladim lažje
če bi jim pomagali ta svet pogajati tudi starejši, njihovi starši, dedki, babice z neko modrostjo, ki jo imajo, ne nazadnje imajo potem na starejša leta tudi več časa, da se s tem ukvarjajo, ampak družba temu ni naklonjena. Vidim recimo sam na univerzi, ko so ljudje na vrhuncu svojih sposobnosti, pa morajo iti najkasneje pri 70. letu v pokoj. Ali je naslednik, ali ga pa ni. Ne rečem, da bi za njim stali asistenti, 5 asistentov, ki čakajo celo življenje, da bo šel končno njihov mentor v penzijo, pa da ga bodo nadomestijo. Ne, so primeri, ko ne moreš potem zapolniti tega mesta. Ne, birokracija naredi svoje. Tako da vedno znova se zapletamo, ne vem, v takšne banalne težave, ki sploh ne bi smele biti težave, ki bi morale biti res rešljive same po sebi. In ponekod so. Ni samo floskola ali pa kliše, da Skandinavijo omenjamo, recimo zadnje čase Finsko, mogoče Estonijo. Naprimer Estonija že nekaj let prednjači tudi po umetni inteligenci. Bili so prvi na svetu, ki so uvedli digitalne, elektronske volitve, pa še marsikaj. In očitno nimajo nekih bistvenih problemov, zadeve delujejo. Torej je možno. Kaj pa nas tule pesti na sončni strani Alp? Včasih se nekje v enem drugem glavi pogovorimo o domovini, tudi to sprašujem. To je Svetlana Makarovič bi rekla, tako malo slovenceljski upis naše države, da smo na sončni strani Alp. Jaz ne vem, kdo se je ta slogan spomnil, ampak ni naključje, da je Marko Pogačnik, ki je tudi naš zvest član svetovnega etosa, v naš grb narisal morje. Mi smo ena od redkih držav, ki imamo morje naslikan v grbu, posledično na zastavi, pa celo omenjeni v ustavi, ker ustava opisuje, kaj je v grbu. Torej, če smo že na kateri strani Triglava ali pa Alp, smo na morski. Zakaj? Ne da bi podcenjeval planinsko mentaliteto, ampak ravno morje je tisto okno v svet. Morje nas povezuje. Če damo prst v Piranskem zalivu, ne glede na to, od koga je, smo povezani s celotnimi oceani oziroma s celotnim morjem našega planeta, ki bi se moral tako in tako imenovati ocean. Ker je nelogično, da se imenuje Zemlja, ker več kot 70% je morje. Sam se bojim, da morda tudi zaradi tega, pa zaradi vsega, o čemer se danes pogovarjava, ta planet, ki je moder planet, zgublja svojo modrino, zato ker zgublja svojo modrost. Projekt Svetovni etos, zelo pomemben, pravzaprav ravno prebujanje te zavesti, da bi bil naš planet moder ne samo zaradi, kot se je rekel, modrine oceanov. Kaj ti pomeni sodelovanje v tem projektu? Kako čutiš, da ta projekt giblje, valovi počutje, ne samo v ožjem krogu, ampak tudi širše? Predvsem mi pomeni veliko novih prijateljev, nekaj sem jih že omenil, nisem omenil recimo profesora Ošlaja, ki je tudi nekje, in še mnoge druge. Veliko nas je in mi smo utesnjeni. Se mi zdi, da je to res gibanje, ki pušča sleherniku, bi rekel Finžgar, prostor pod svobodnim soncem. Dobimo se po potrebi, napišemo kakšno knjigo, organiziramo kakšen posvet, okroglo mizo in se ne lotevamo, mogoče bi kdo to označil kot kritiko, ampak se ne lotevamo še zaenkrat preveč perečih vprašanj, do katerih bi lahko imeli pretirano drugačna stališča. Bodi si gledano v posameznih religijah ali onkraj, recimo splav, eutanazija, da omenim samo 2 primera. Zakaj gre za njih? Dajmo za začetek ukoreniniti, utrditi tista temeljna pravila svetovnega etosa, ki jih je postavil profesor Küng. Torej človečnost, zlato pravilo, ki ga najdemo domala v vsaki svetovni religiji, potem jasno nenasilje, partnerstvo med moškim in žensko, resnicoljubnost, pravičnost. Torej skupne imenovance, ki povezujejo,
ki dajo pozitivno noto. In na naših posvetih smo bili priče tudi izjemno dobrim primerom pozitivnih praks, recimo ravno udejanjanje zlatega pravila. Že v osnovnih šolah so nam kolegice kazale tudi s pomočjo regije vzgoja, ki jo vodi naš pater Šinkovec, ki je tudi nekje, se ne vem, tukaj je vidiš. In še bi lahko naštevali, je veliko je tega. Samo še en faktor je tu, ki je zelo, zelo nevaren, da ne rečem škodljiv, to so mediji. Vidite, kako težko sploh taka pozitivna ideja, kot je svetovni etos, ali karkoli dobrega najde pot. Hvala Bogu, in tu pa res imamo to možnost zdaj v dobi digitalizacije, pa zaradi mene tudi dataizacije, da smo zdaj predvajani že na Facebooku, pa bo še kdo objavil kje drugje, da se sami znajdemo, torej če nas mediji, ki so popolnoma pokorni kapitalu in svojim mecenom in njihovim interesom ne poslušajo, bomo pa utrli svojo pot. Žal to tudi drugi naredijo, tudi slabi, ampak vsaj tudi tu pa imamo svojo možnost, da nas domače povedano nihče več ne more utišati. 3 na 1000, mislim, da jih bo več. Ja, 3 na 1000 in svoboda govora je tu jasno neprecenljiva, čeprav sam jo razumem tako, vedno jo razumem v službi človekovega dostojanstva. Mislim, da ni naključje, zopet naključje, da ima kar nekaj tudi pravnih mednarodnih aktov, recimo tudi evropskih, temeljna listina o človekovih pravicah Evropske unije, pa tudi konvencije, na prvem mestu poglavje človekovega dostojanstva. Torej, to je recimo tudi moj odgovor na različne polemike, ki so se dogajale v zadnjem času, kaj res kdo lahko reče, kaj ne. Sam imam tu malce drugačno mišljenje kot nekateri moji pravni kolegi. Ja, svoboda govora. To je s krvjo pridobljena svoboščina in človekova pravica. Ampak ne pozabiti na človekovo dostojanstvo. In tu smo pa spet pri temu doživljajskemu uživljanju drug v drugega. Ljudje tega ne znajo. Vse tudi doma, če želiš obdržati zakon, pa družino, tako ne moreš karkoli blekati. Ja, saj jaz ne smem, no, da ne vem. Če je drugim to omogočeno, vam zavidam, dajmo se govoriti na kakšni kavi, da mi boste razložili, kako to gre. Ampak jaz doma že vidim, ne, in dejansko, odkar se malo brzdam, pa premislim, kaj rečem in tako naprej, ja, hčerka se mi nasmeji, kaj da vle, pa kdorkoli je, ampak to je zelo pomembno. 5 na 1 je res čarobna forma. Ja, tudi pred študenti ne more se vsega pravošiti, pa pravica do govora lahko varuhinja pove, ne? Ja, seveda varujemo pravice, ampak ljudje smo silno subtilna bitja. In še nekaj jaz opažam pri sebi, včasih sem zmotno mislil, da starejši si, bolj trdo kožo imaš, bolj si tolerant in tako naprej. Ja, spet ne vem, se je meni kaj ponesrečilo samo v sebi, ampak sam tega ne opažam pri sebi. Sam se mi zdi, da sem vedno bolj občutljiv, to je res, to si ti začutil iz knjige, in da mi gre tudi meni pravzaprav vedno bolj na živce, če nekdo želi na grob način uresničevati svojo pravico do svobode govora. Ne, poskušamo doseči eno sozvočje, to simfonijo. Se tudi v orkestru, kam bi pa prišli, da bi imel simfonični orkester 50 solistov. Ja, še v filharmoniji jih nimajo, pa že tam jih je bilo malo preveč, pa imajo take probleme, kot jih imajo. Torej, da za prijetnejšo družbeno glasbo, imamo še 3 poglavja, ampak že mogoče se sam 5 minut, ne? Pa bi malce povezali. Super dolgo, ne se vemo. Ne, fino, super, ker je zelo zanimivo. Pa malo pred seboj domovina, si Prešerna ali betežna je 3. poglavje, potem pa brati, pisati in omodrovati, pa potovanje iz sedanjosti v prihodnost. Pa jaz bi se v tem vprašanju dotaknil tebe kot pravnika. Zelo se me dotaknil stavek, ko si razmišljal o moralnosti prava in si zapisal med drugim tudi tole. Je kopičenje bogatstva v rokah manjšine
in siromašenje večine ustavno in pravično? Zagotovo ne. Imamo zelo dobro ustavo, moram reči, eno boljših evropskih, ki je seveda med prve člene, mislim, da v drugega, zapisala, da smo pravna in socialna država. In pravna do neke mere smo. Drugo vprašanje je, v kolikšni meri dejansko spoštujemo to pravo. Zopet najbolj o tem ve po moje draga prijateljica Vlasta, ker se s tem ukvarja in vidi, kaj je na papirju, kaj pa ni. Verjetno smo pretirano normirana država, ne omenim zopet samo en podatek, recimo leta 1991 smo imeli nekaj več kot 300 zakonov in okoli 800 podzakonskih predpisov. Situacija aprila letos je 850 zakonov in več kot 19.000 podzakonskih aktov. Če temu dodamo še evropske direktive in uredbe, pa primarno evropsko pravo, pa mednarodne konvencije, pa zelene in bele in modre in ne vem kakšne kot rlajsaste knjige še, glejte, tudi pravnik ne more več slediti na svoji stroki tisto, kar je zapisano. Ampak poglaviten problem vidim kljub temu. Država, pa bomo rekli, dajmo se primerjati tudi slabšimi, čeprav jaz sem bil vzgojen v duhu, da se treba vedno z boljšimi primerjati, ampak včasih je to lahko depresivno, včasih se moraš slabšimi primerjati. Ja, ta socialna plat pa ni najboljša. In zdaj je čudovita priložnost. Poslušamo že nekaj dni, kako imamo fenomenalno gospodarsko rast 4,4 ali 4,5%. In se strinjam s tistimi, ki pravijo, kako se bo pa to odražalo druge, kako se bo to odražalo v kulturi, kako se bo to odražalo nasploh pri odpravljanju revščine. Že po uradnih kriterijih naj bi bila v Sloveniji petina revna. Petina. Torej, če je to uradni podatek, veste, da je dejanska situacija slabša. Ja, in to kot pravnik ne morem biti ponosen, seveda, včasih se na vse kriple branim, ko z očetom debatirava, pa seveda ima tudi oče kakšno pikro zopra pravnike, seveda ni pravnik, jaz potem branim našo stroko in pravim, ja, ampak moraš vedeti, da tudi v parlamentu zakone ne sprejemajo samo pravniki, celo v manjšini so, kaj sem recimo zdaj, če bi pogledali od 90 poslancev, jih je mogoče tam, mislim, 10-12 s pravniško izobrazbo in tudi drugače, jih ne uporabljajo oziroma implementirajo v praksi samo pravniki, ampak to ne zmanjšuje odgovornosti pravnik, ne zmanjšuje pa odgovornosti vseh ostalih profilov, torej ljudi. Vsakdo je odgovor. Lahko bi rekli, kot je Karl jasno se rekel, gre tukaj za nek način, če ga malo parafraziram, pa to sicer se je pri njemu nanašalo na holokaust, ampak gre za ene vrste metafizično odgovornost. Vsi smo na svoj način odgovorni za to, da so ljudje lačni, žejni, prezebli, brez doma in tako naprej. Vsi. Torej, nihče ne sme se obrniti stran in reči, to se pa mene ne tiče. Ampak nekdo ti mora to večkrat, 100-krat, 1000-krat povedati. V vrtcu, v družini, na univerzi, kjerkoli druge. Ne samo, da si frajer, da boš doštudiral, ne vem, pravo, medicino, karkoli, si hobil dober avto, se oženil, živ, kakorkoli že in seveda živel brezhibno življenje. Ja, brezhibno. Kaj boš na koncu gotovo, da vse, kar imaš, je utipljivo, je materialno, drugo je šlo pa po gobe. Predava besedo tukaj navzočim, bi rad prebral misel, ki se je navedel, je pa od Franceta Bučarja, da tako kot rimsko-katoliška cerkev, tudi slovenska politika vnovič potrebuje prenovo v glavah in v članstvu, ki si zelo lepo rekel. Vsak človek se mora prenoviti v bolj človeka. Jaz sem pripričan, da bo tale tvoja knjiga, za katero se ti zahvaljujem, pritisni na tipko človek, slehernemu, ki bo to knjigo bral, ki bo surfal na teh tvojih mislih, ti pomogli k temu. In se ti res za ta zapis, za to knjigo zahvaljujem. Obenem pa vabim vas, da zastavite Marko kakšno vprašanje.
Ja, kar pogumno, drugače pa res, Karol, najlepša hvala za tvoje tople besede, za to, kar si, za prijateljstvo, za Kapro. Ja, gospod Kapro. Gospod Kapro. Ne se javko za gospod Kapro. Konička, ja. Imel sem priliko pred kratkim Karla obiskati na Konjskem vrhu, nad Ljubnjem soprogo in je bila res čudovita izkušnja, še zdaj me gre, tako da doma lobiram, kdaj me bo soproga gostila za kakšen teden, 2, 3, Karlo na ustvarjalni. Ja, sem ugotovila, da niti ne bi bilo treba non-stop nekaj pisati in tako naprej. Enostavno, kot se grdo reče, napolniti akumulator, čudovito je. Lahko še preberem samo nekaj tule. Pisal si o tem gospodu, ki ima tudi 12 črk v imenu, Ernestu Petriču. Takle je napisal, če seštejemo črke v jubilantovem imenu in priimku, dobimo vsoto 12, ki označuje število popolnosti. In če seštejemo črke Marko Pavliha, dobimo število 12. Ja, hvala lepa. Zdaj pa kar z vprašanje na dan. Če je le možno, nič o drugem tiru in arbitraži. Kaj to žica, prosim? Ne vem, kako se to dela. Žica. Ja, sami celo videvam, ker stanujemo nad Dragonjo, mislim, videvamo jo, če vemo kdaj prek meje, ki še vedno je, in me bode. Seveda me bode. Ne? Smo v 21. stoletju in si sam nisem nikoli mislil, da bom pravzaprav obkrožen z neko žico, tako kot koncentracijska taborišča in tako naprej. Poskušam razumeti, ko mi kolegi politiki, eden od nas je tudi pravzaprav se precej pri nešel politiko ukvarja z etiko, moralo, dr. Cerar, profesor prava, ko je rekel, da smo prisiljeni v to, nas sili Evropska unija, nas silijo direktive, uredbe in vse tako naprej. Ampak jaz vendarle mislim, da pa ni vse. Tako kot včasih ni bilo vse suho zlato, kar je iz Beograda prihajalo, tako ne sme biti suho zlato, kar prihaja iz Brusla. In veste, žal, ne, zdajle Cankar, če bi še živel, že pisal Hlapce 3 ali pa 4, ne vem, kjer on nadaljevanko, oziroma moderno bi bilo to 4.0, kot se temu reče, vedno znova smo takšni. Ne znamo udariti po mizi, tudi včasih je treba udariti po mizi, biti odločen in reči, ne, mi pa ne bomo imeli žice. Bomo na drug način uravnavali pritok, dotok na človeški, takšni in drugačni. Tako da, ja, mislim, da so take reči slabe, ampak tudi, kot rečeno, v širšem kontekstu. Ne samo, da je to velika packa na človekovem dostojanstvu, ker naše dostojanstvo seveda je odvisno tudi od dostojanstva drugih. S tem ne mislim, da bi zdaj lahko Slovenija na tisoče, na milijone migrantov sprejela in seveda tudi sam se zavedam tega, da dostojanstvo velja za gostitelje in za goste. To se ne sme pozabljati. Ne? Treba, vsak, ki je gospodar, torej ki je politik v svoji državi, mora gledati na dostojanstvo gostiteljev. Ne? Ampak vedno je možen kompromis, vedno je možno najti srednjo pot. No in če sem že pri besedi, ta srednja pot, to me tudi fascinira. Ne? Meden agan je to po latinsko in sem bil res prijetno presenečen, ko sem ugotovil, da je pa to drugi napis, ki se je zopet pojavljal v Delfskem svetišču, enega sem omenil, gnoti seauton, ne spoznaj samega sebe, potem je pod njim meden agan, torej ničesar preveč dobesedno, ravno prav, Aristotel je govoril o zlati sredini in s tem ni mišljena neka mediokriteta, kot mi radi rečemo, ne? Zlata sredina in tako naprej. Ne, uravnoteženost. Kako pa uravnoteženost dosežemo? Pa verjetno z celostnim gledanjem, zavedanjem, da smo vsi del celote, vsi smo valčki v oceanu, če hočete, vsi smo
niti ne več atomi, ampak protoni, kvarki v nekem gibanju energije in vsak od teh kvarkov seveda ima svojo misijo. Ne vem, kako bi točno rekla, ampak mislim, da je... Drugi slišite, gospod, je boljše, da mikrofon vzame? Ne, je dober človek, da je tudi njegov odnos do živali pomemben, zato, ker z njimi sobivamo na tej zemlji in moramo tudi zboljšati odnos do živali. Absolutno se z vami strinjam. Sam sem, niti ne bom rekel, ponosen lastnik psa, ker že to je lastnik, prijatelj psa, ne? Pa tudi sicer, evo, je rekel Karl, danes ni samo Karl dobil eno darilo, pa tudi njegova kapra, Koninček. Res obožujem živali in kot pravnik sem zadovoljen, čeprav je to samo začetek, da je recimo v pogodbi v Evropski uniji poseben položaj namenjen živali, da je treba pri katerikoli politiki, kmetijski, prometni in tako naprej upoštevati dobro počutje živali kot čutečih biti. Seveda praksa je pa žal hudo drugačna. Pred nekaj tedni recimo smo šli z družino v Italijo, teh znamenitih 5 vasic, Cinque Terre, tako trikrat, ko smo se vozili v avtobusu in v avtobusu, dobro se je včasih peljati, oziroma toplo priporočam, da se čim več vozite z javnimi sredstvi prevoza, pa nimam nobene misije, kakšne posebne rekel, ampak če drugega ne opazujemo lahko. In veste, kaj sem opazil? Nekajkrat smo mi kot avtobus prehiteli tovornjake, zlovešče, črne tovornjake, kjer so se drenjalo govedo. Najhujše je bilo, ko je bila perutnina, torej, in točno vem, da kakšna pravila obstajajo, včasih se naučujejo, da v Bruslu preveč detaljno določajo, ne vem, dimenzije, kletk in tako naprej. Nihče se jih ne drži. Vsaj tisti prevozniki, ki smo jih mi srečevali, ne. Grozljivo. Človek ne more verjeti, da tako ravnajo živali. Pa tudi seveda na drugi način. In sam si drznem postaviti hipotezo, da se človeka v veliki meri spozna in spoznaš njegovo človečnost v njegovem odnosu do živali. In takoj zatem pa seveda tudi do preostale narave. Pa veste, lahko gremo nazaj, oziroma naprej, ne? Včasih smo rekli, gremo nazaj k naravi. Čas je, da bi šli naprej k naravi, naprej k prirodi, ker priroda nas marsikaj nauči. Tam je tudi moj prijatelj, dr. Komat, vidim, ne? In sam recimo kar verjamem Lovelock, mislim, da je bil eden od prvih, ki je zemljo poimenoval kot Gaja, to je sicer grška boginja zemlje. Moji hčerki ime Gaja, in to ni naključje. In pravi, da je v bistvu Gaja ali Geja živ organizem. Da se naš celoten planet obnaša kot živ organizem, kar morda deluje na prvi sluh ali pa na prvi pogled takole malce preveč ezoterično. Ampak ni. In če bi se tega zavedali, ne, potem smo zelo blizu tudi budistični filozofiji, da pravzaprav je treba biti do vsakega kamna spoštljiv. Pa ne samo budistični, človeški, ne. Govoril si o svobodi govora, pa si tudi pripovedoval sam, da so nekje meje. Ampak kako bi pa spletnemu prostoru vrnili dostojanstvo? Kako bi ljudje, ki tipkajo, pritisnili na tipko človek, preden izrečejo toliko slabega od drugih? Pravzaprav kar težko najdeš pohvale, ampak ko si skrit nekje in sam, ne glede na uro, si daš duška in s tem žališ mnoge. Zdaj bom rekel, mogoče res nekaj heretičnega, ampak jaz mislim, da bi slehernik, ki se oglaša na spletu, mora imeti svojo identifikacijo, svoje digitalno potrdilo. Potem pa lepo prosim, gospe in gospodje, pa plujajte, pa se pete greznico. Ne? Najlažje je napisati, ne vem, Pinko Balinko iz ne vem kje. Jaz sem enkrat primer
ki se nam moral celo odstopiti organom pregona, nekdo se je pojavil, še celo sem si zapomnil psevdonim Lopta, pa niti podrazno ni bil niti Hrvat, niti Srb, ampak zelo hudo Slovenec, mogoče pretirano, se veste, ne? Človek človeku volk, človek človeku Slovenec je pa še hujše. In v tem primeru je bilo, ne vem, to je po moje pravna rešitev. Sam seveda zopet bojo skočili po koncu tisti, ki bo rekli, to pa ni, to je pa svoboda govora, je pa pretirano, mi imamo pravico karkoli. Že slišim takšne, soproga je zadnjič sledila malce komentarja, rekla, zagotovo ne bo niti enega grdega komentarja ob naši košarkaški zmagi. Cela poplava. Tudi tam se najdejo, vse jih imenujejo, tako imenovani spletni troli, ne? To je dobro. Tako mi se mi zdi, čeprav troli niso nujno neki hudobni škrati v mitologiji in tako. Ampak tudi tam je bilo tega pljuvanja, ljudje imajo prav naravno potrebo. In zdaj slišim že opravičevalce, ki pravijo, boljše je, da si dajo duška na takšen način, kot da bi, ne vem, hodili naokoli, da smo tepli in morili in tako naprej. Ljudje se ne zavedajo, prej smo omenili, koliko ljudi naredi samomor in ogromno, seveda tudi zaradi depresije, zaradi osebne prizadetosti, za takšnih in drugačnih stvari in to vpliva digitalni svet, pa še lahko gledamo filme, grozljive filme, ki so po resničnih zgodbah posneti, kaj naredi, recimo, ne primerna samo, pa katastrofalna objava nekega osebnega podatka, mogoče fotografije na spletu iz mladega človeka. Lahko ga pahne v smrt, ker tega ne preživi. To bi se morali te ljudje in zdaj seveda kako, bojim se, da tu brez prisile, ker pravo pravzaprav ni nič drugega kot prisila, to ni samo priporočilo, kot nekatere države v Evropski uniji jemljajo pravila, to je samo priporočilo. Rdeča luč na semaforju, poredno, če že njih nobenega ni bom. Tako da ne vem, če sem odgovoril na vprašanje, ampak je težko in vsaka stvar ima svoje meje in tudi svoboda govora. Vprašanje. Sicer se vam bojo pa ne samo odgovori, ampak tudi vprašanja porajali, ko boste brali to knjigo, ampak tudi tiste vprašanje, ker to mi je bilo všeč tudi v tvoji knjigi, da sprovociraš misel, da daš misli, da izzoveš, da prebujaš. In prav to se čuti v teh tvojih zapisih, da v tebi to silno hotenje po prebujenju, v katerem res staviš na posameznega človeka. Če bomo dosegli tisto, 3 na 1000, jaz sem prepričan, da že dosegamo, oziroma jaz sem prepričan, da je že doseženo in da vsak šteje in da res mora dati vsak od sebe tisto moč zavesti, pozitivne zavesti, te konstruktivnosti za čas, v katerega vstopimo. Res priporočam, da si priskrbite to knjigo in da je seveda danes lahko prinesete avtorju do podpisa. Najlepša hvala vsem, da ste prišli in Karl tebi, da si tako sijajno, tako toplo izpeljal tale pogovor, da si bil tako potrpežljiv. Kje so tiste moje pauze med besedami in tako naprej, in bom poslušal celo pot nazaj na Primorsko. Sam imam pa ta trenutek samo eno željo. Vse je povsem moralna, realna, legitimna. Veš, kakšna želja imam? Da bom čim prej tule na tvojem mestu sedel, ko bova predstavljala tvojo novo knjigo. 95. Prosim? 95, to je naslov, povej, ker je res. Danes je prišla iz tiskarne. A je prišla? Čestitke. No, potem pa še en aplavz, V sredo v Sedmi bo predstavitev knjigarne založbe Sanje. Naslov ima pa o 500-letnici reformacije
95 tez pribitih na vrata svetišča neoliberalnega kapitalizma za osvoboditev od zajedavskega hrematizma. Piše, dolg je naslov, ampak je pa vizualno tako predstavljen, da je kar učinkovit. Ja, nima vsak tazga moderatorja, ne? Ne. Torej se